Moram priznati, da sem ponovno presenečen nad to vadbo, predvsem pa nad tem, da je ponovno časnik Večer prej izvedel za kazensko vadbo kot jaz osebno. In očitno imajo dobro zveze na policiji, kjer mi na ta način, da pišejo formalno kazenske vadbe zoper mene, želijo škoditi. Jaz sem prepričan, da bom ponovno na sodišču dokazal, da ni elementov kaznivega dejanja v sami zadevi Karin, nisem vodil nobenega postopka, bila je komisija, komisiji sem samo predlagal izbiro stanovanja. Karin plačuje za to stanovanje največ kot 400 evrov najemnine, od tega nihče nikoli ni zapisal. In boljše, da imamo nekoga v stanovanju, kot pa da imamo stanovanje prazno. Naj bi bila zoper mene še podana ena kazenska vadba v zvezi z bivšim nogometašem NK Maribora, gospodom Arnejčičem, češ, da sem preprečil deložacijo Arnejčiča. Ti policisti se ne zavedajo, da je naloga župana, da ima čim manj socialnih problemov, in sem ponosen na to, da nismo takrat Arnejčiča deložirali na ta način, kot so si kriminalisti in nekateri posamezniki v tem mestu želeli. Gospod Arnejčič je poravnal vse obveznosti, nihče mu ni odpisal nobenih obveznosti, danes ima stanovanje, živi v njem in ga redno plačuje. Če bi pa ravnal tako, kot so si nekateri kriminalisti želeli, oziroma za kar so me ovadili, bi pa danes gospod Arnejčič bil eden izmed socialnih problemov več v tem mestu. Očitno bodo morali tudi kriminalisti začeti se seznanjati z nalogami in aktivnostmi lokalne samouprave, predvsem pa kakšne so naloge župana, in potem sem prepričan, da bodo imeli malo drugačne poglede na delovanje občine. V zadnjem času čutijo osebno jaz in moji sodelavci velike pritiske strani policije. Vse, kar primemo v tem mestu, vse, kar naredimo v tem mestu, je narobe. In vse po njihovem smrdi po kriminalu. Mislim, da stari pregovor pravi, da bo potrebno vzeti metlo in prvo pomesti pred svojim pragom, potem pa naj pridejo pometati pred našim.